Dober dan, otroci. Danes sem prišla v goste k Metki Paštetki. Saj veste, obljubila sem ji, da jo obiščem in spregovorim nekaj besed z vami. Me poznate? Seveda me poznate. Majhni in veliki. Saj hodim vsako jesen na obisk v vrtce in šole, da obiščem otroke, da mi zapojejo kakšno jesensko pesmico in da jim seveda povem, kako se trudim vsako jesen z barvanjem listja, pospravljanjem jesenskih pridelkov in zabavanjem otrok. Kaj pa vam naj danes povem? Mogoče o tistih 2 kostančkih. Ne vem, kaj pa, če bi o tistih 2 želodkih? Ali pa o 2 lešnikih? Ja, vsi so po 2. 2 kostančka, 2 želodčka, 2 lešnika. O kostančkih vam bom povedala, ker vem, da večina otrok pozna tisto pesmico Kostanček zaspanček na veji sedi, zavit v slupino, prav sladko še spi. To pesmico mi vsako leto otroci pojejo. No, bila sta 2 kostančka, bratca. V eni ježici sta se stiskala in rasla. In tako kot je med brati navada, sta se pri svoji rasti sprla. Kregala sta se. Daj mi malo prostora, da bom jaz bolj zrasel, drugi pa je rekel, ne, ti se bolj stisni, da bom jaz bolj zrasel. Sploh pa se nista zavedala, da oba enako hitro rasteta. Oba sta zrasla v čudovita velika kostančka. Postala sta tako velika, da je ježeva lupinica naenkrat se razpočila. In kostančka sta priletela s svojima trebuščkoma na mehko listje, ki je padalo s kostanja. Kje pa sva? Kje pa sva zdaj? Ja, je rekel bratec drugi, v listju sva pristala, a te kaj trebuh boli? Ja, no, če po pravici povem, me malo boli. Kaj pa tebe? Ja, mene tudi malo boli. Ti smola, ampak kaj bova pa zdaj? Kaj se bo pa zdaj z nama dogajalo? Takrat pa sta zaslišala pogovor, smeh in vrisk otrok, ki so prihajali nabirati kostanj. Otroci so hodili med ježicami, ki so bile že davno počene, in po tleh pobirali kostanj. Dajali so si ga v košarico. In njihova mama jim je govorila, le naberite ga veliko, skuhali ga bomo in potem bomo jedli sladek, dober kostanj. Bratca sta to poslušala in naenkrat se je eden prestrašil. Kaj, skuhali naj jo bojo in potem naj jo bodo pojedli? Ja, verjetno je že tako, da nas pridejo pobrat in potem nas pojejo. In potem so vsi zadovoljni, ker smo mi tako dobri. Ja, pa misliš, da se lešniki pogovarjajo prav tako? A jih tudi otroci pojejo? Ja, jaz mislim, da jih, mu je odgovoril bratec. Ja, kaj pa želod? Ne, za želod pa nisem prepričan, da bi ga jedli otroci. A koga še pojejo otroci? Vem, sem slišal ljudi pripovedovati, da jejo grozdje, ki dozori jeseni, pa da jejo bučnice iz buč. A res, se je čudil kostanček.
ki tega ni nič vedel. A tako, veš kaj, bratec, potem pa kar sama midva skočiva v njihovo košaro, naj se posladkajo z nama. In tako se je tudi zgodilo. Kostančka sta skočila v košaro, otroci so zadovoljni s polno košaro kostanja odšli domov, doma so ga skuhali in pojedli. In zadovoljno so momljali, kako je letos sladek kostanj. In jaz, ki sem vse to slišala, mi je bilo zelo, zelo lepo, ker tetka Jesen pač pomaga kostančkom, da dozorijo, pa grozdju, pa bučam, lešnikom, jabolkam in hruškam. Otroci, pojdite v gozd, naberite si kostanja, naberite si lešnikov, ki rastejo na grmičevju, naberite si grozdja in v gozdu se nadihajte svežega zraka. Mogoče se srečamo tudi v gozdu, če pa ne, pa naslednje leto. Lepo se imejte, zdravi bodite in nasvidenje.